Zaščita s cepljenjem pred gripo morda lahko marsikomu reši življenje, predvsem tistim, ki so bolj izpostavljeni, ki so ranljivejši in med te zagotovo sodijo starejši, ki imajo praviloma tudi pridružene kronične bolezni. Ja, seveda ne. Vsa cepljenja koristijo ranljivejšim populacijam, bodisi da so to otroci, ki se jih cepi proti otroškim boleznim, bodisi so to odrasli ljudje, ki se jih cepi morda z revakcinacijo proti tetanusu. Pa potem na koncu tega spektra so to starejši ljudje, ki so multimorbidni, tako kot ste pravilno ugotovili v 2/3 oziroma 3/4, odvisno za katero starostno skupino gledamo, predvsem so pa krhki. Tudi če niso multimorbidni, so lahko krhki. Krhkost ni onemoglost, krhkost ni več bolezenskih stanj, krhkost je samo pomen, da imamo zmanjšane rezerve. In ko imamo zmanjšane rezerve, karkoli bo preobremenilo naš telesni sistem, lahko ima fatalne posledice. Ali za življenje, ali za zdravje, ali za mobilnost, ali pa samo, da bo to pomenilo izredno breme za našo okolico. Starejši ljudje so v bistvu ponosni, tako kot vsi ostali. In starejši ljudje nočejo biti v breme svoji okolici. To je eden izmed pomembnih argumentov, ki jih sami tudi navajajo v anketah, kaj si želijo od učinkovite zdravstvene oskrbe, ohranjene samostojnosti. In cepljenja so eden izmed načinov tudi, kako ohranijo samostojnost. Ne dolgoročno, ampak kratkoročno, da ne zbolijo, da s tem ne preobremenijo svojega krhkega sistema in da s tem ne postanejo, magari samo začasno, odvisni od tuje pomoči in s tem breme tistim, ki jih nočejo obremeniti. Pa se vam zdi, da se starejši pri nas dovolj pogosto odločajo tudi za to zaščito? Če govoriva o cepljenju proti covidu, ki je zdaj zelo aktualen, moramo reči, da ja. Podatki to potrjujejo, vsem dostopni podatki. Za covid je to zelo transparentno, zato ker je zelo velik interes, zelo enostavno, netransparentno. Tudi za gripo ti podatki obstajajo. Žal pa v slovenskem prostoru smo vse generacijske skupine do cepljenja proti gripi precej zadržane, bolj kot bi to upravičevali kakršnikoli strokovni pomisleki. Morda je temu tako še posebej izrazito zdaj, ko se je nekako v sklopu epidemije COVID zdelo, kot da je gripa izginila. Seveda pa je logično, da je ni bilo zaradi vseh zaščitnih ukrepov, ki smo jih uporabljali. Vendar se zdi, da nekateri v javnosti tega nočejo razumeti ali ne zmorejo. Težko komentiram, dejstva govorijo zase. Škoda je pa, da ne izkoristimo priložnosti, ki jih imamo. Študije so namreč pokazale naslednje stvari. To so mehki pokazatelji. Vsi se nekako osredotočamo na to, ali se bom cepil proti gripi in ne bom umrl. Se bom cepil proti gripi, ne bom končal v bolnišnici in tako naprej. Ampak, ko so opazovali pojavnost gripe in potrebo po podpori v temeljnih življenjskih aktivnostih v določenih skupnosti, z gripo je prišla odvisnost. Z gripo so prišli padci. Z gripo so prišla poslabšanja drugih bolezni. In verjetno je to ta mehek argument, ki bi mu veljalo prisluhniti, da je cepljenje proti gripi, predvsem v krhki starejši populaciji, res smiselno.